Kot smo napovedali, evo, v totem studiu z mano Tit in Luka iz skupine Delta Riff. Zdravo! Lepo zdrav, servus! Živa. Kak sta? Super. Evo naj v direkt iz Ljubljane. Ok, parkirala tudi v Mariboru. Ja, Je šlo. Sva najdla eno garažno hišo, ki ne ve, če bo lahko vam prišla, ampak bomo zrihtali. Bomo nekako rešili. Ok, Delta Riff, dajte najprej povedati, samo da dodam, samo izjemno potezo že, to se vidi, da malo razmišljate več o promociji, da sta prišla pevec in kitarist in pa bobnar. Basista danes ni. Basista ni. Ja, ker kaj bi basist povedal? Ja, verjetno, ne vem. Verjetno bi malo zamujal z odgovori ali pa kaj, ne? Verjetno res, timing ne štima, se veste kako je pri basistih. No, zato pravim. Večna šala. Ok, povejta, ste kar friški band, je treba povedati, ne? Zdaj ste koliko časa, 2-3 leta, koliko? Ja, kaj takega? 2 leti pa pol nazaj smo, mislim, da se prvič dobili na placu. Let pa pol nazaj smo pa prvi komad izdali. No, evo, tako da kar sveža zadeva. Dajte povedati, kdo so Delta Riff, kdo je to, kaj se tu dogaja? Ja, to je v bistvu tak power trio, rock and roll, stoner rock, tako mal se prepleta nek hard rock skupaj z nekim mal bluesy momentom, hkrati vse skupaj zapakirano v tako neko mečkem bolj moderno zvočno zgodbo, ampak okay. Ja. Po moje najbolj, da si poslušalci sami probajo ustvariti. Seveda, več o tem kasneje, imamo tudi seveda zadnji singl pripravljen, ampak najprej, odkot navdih za tako zvrst glasbe? Ne? Zdaj moram reči, da ste verjetno mlajši dosti od nas, ki smo starejši od vas, ne? Ja. Ali je to, ne vem, od doma prišlo, kakšni vplivi? Dost inspiracije, tudi Royal Blood, če kdo pozna, Jack White, ta modern sound kitar, plus to pač, zdaj v Sloveniji je veliko tega neki indie zadeve, teh nekih disko, ritmo in smo rekli, kaj pa če bi mi malo pa malo rašraufali sceno in prinesli nekaj novega, nekaj svežga, cool. Še ni v Sloveniji. Ja, plus da smo mi dva z Luka oba fana in Toolov in Queens of the Stone Age in no, to me je zanimalo. To so zmer bendi, s katerimi sva mi dva odraščala in nekako se to sigurno tudi sliši v naši glasbi. Ja, no zato, ravno zaradi tega me je zanimalo. Najprej še treba dodati eno super stvar, namreč prejeli ste Zlato piščal za novinca leta 2025. Tako da bravo. Hvala. To ni kar tak, kako vam je to bilo? Zdaj glede na to, da ste čisto nov band, pa kar tako je ena taka fajna nagrada. Je to neka spodbuda, ne? Mislim, kad smo videli to nominacijo, smo v bistvu bili ker se je dogajalo v Portorožu in takrat je bil v bistvu skupaj z vsemi koncerti in vsemi stvarmi smo bili kar dosti v gužvi in smo se še pogovarjali, mislim, zdaj gremo in pa smo šli dol in je bila ful gužva, ker smo se tja pelali in pa smo bili že celi razočarani, zdaj v ta Portorož se vozimo in to. In pol, ko smo prišli tja, nas je v bistvu ful lepo presenetilo to, da smo bili res nagrajeni, ful smo v bistvu uživali tam skupaj s temi vsemi ostalimi glasbeniki, mislim, Siddharta je dobila za album leta, Murphy so dobili za song leta in mislim, nora izkušnja, je nekaj, res neka velika čast, da smo. Že sama nominacija, ne? Zdaj, Valjda. Kako bi se izšlo, ampak je pa pol fajn to verjetno videti, pa da neko potrditev. Ja, super, sigurno je zagon za naprej. Ja, cool. Tako da naslednjo ciljamo na pesem, album, izvajalec, to, da se to pobere. Tak je plan, ampak bomo pa videli, kako se to. Kaj je kar konkurenca, veliko je zdaj novih bendov, mladih bendov, dobrih bendov, ki se trudijo. Ja, tako da so neki drugačni časi, ko nedolgo nazaj recimo ni bilo nič, tak, če pogledaš, ti uveljavljeni starejši bendi, seveda
harajo že 30 plus let, ampak zadnje čase pa je kar, ne? Zdaj se je tudi malo plec, se mi zdi naredil, tudi dost bendov teh starejših se je malo s koncertiranjem umirila, pa je tak ta najbolj žalostna novica preteklega tedna, da še dan D poslavljajo. In mislim, se mi zdi, da je ta nek novi val, tako, ker so ga Jokeri zaštartali, zdaj gremo ostali. Ampak je fajn, ne? Nekako se bolj zdi sprejeta slovenska muzika, ne? Tudi strani radijskih postaj, medijev, predvsem pa poslušalcev. Ne? Koncerti so kar obiskani, zdaj vsaj po koroni je kar. Ne? Ja, Luka ima eno teorijo okoli v bistvu tega AI-ja, ki se zdaj pojavlja znotraj glasbe. Da več, ko bo AI-ja, več bo ljudje hotel videti neko iskreno, neko pristno izkušnjo v živo. Zato, ker na internetu ne boš več ločil, kaj AI se to so delali že raziskave, da 95% ljudi tak ne opas. In se mi zdi, da bo to pomemben del naprej, tako čisto v človeštvu, zato da bomo ohranili nek stik, neko človečnost. Torej ni straha, da bi nas povozili roboti, pa bi oni muziko delali? Ne, oziroma ne smejo nas prepričati v to, da nas bojo, ker dokler pač smo povezani, držimo skupaj, se to ne more zgoditi. No, svetovno, evo, sicer pa seveda je fajn priti na koncert, pa videti tam, pa iti na šank, pa je to nekaj čisto drugega. Pa tudi se pol podružiti z nami, se nismo neki super stari, ki pač tako držimo zase, pač hodimo iste Mercatorje, pijemo isto pivo in logično, res je. Nov album oziroma prvenec je izšel nedolgo nazaj, Klic v neznano je naslov. Je tu tudi kaj skritega zadaj za tem naslovom, ali to morda leti na ta pod narekovaj poskus prvi glasbene kariere, prvi album, kaj se bo zgodilo? Čist iz vidika spektra glasbe, ki ga delamo. Glih to, ki sem prej rekel, da je nekaj novega, da ko ga izzivamo folk, da pridete, poslušajte, dajte priložnost, mogoče vam bo pa všeč, ne? Je pa sicer bolj heavy, album. Zato imamo radi. Single zadnji pa nosi naslov Koža. Dajmo ga najprej prisluhniti, pa potem rečemo kako na to temo. Koža in Delta Riff na totem radiju premierno, torej in z mano v totem studiu Tit in Luka iz benda Servus še enkrat. Zdravo. Komad, torej zadnji single iz prvenca vašega ni v slovenščini. Ja, v bistvu je v srbo-hrvaščini bosanščini. To je v bistvu en komad, ene 15-16 let star od enega bosanskega sarajevskega benda z imenom pa Poemua. In ta komad je imel tako 8000 ogledov na YouTubeu, tako pač noben ni poznal tega komada. Meni je bil pa to res favorite song in še zdaj mi je. In pa smo torej poletje 2024 smo nekako žurali skupaj, pač mi trije. Jaz sem skozi ta komad predvajal, na koncu šel Tilno pa Luki, že v bistvu dost v nos, tako malo na živce. In pa smo se dobili septembra na eni vaji in je prišla ideja, dajmo, kjere coverje zberemo mi zdaj za te špile, ki jih imamo. In je prišla ideja, kaj bo, če bi mi Kožo coverali. In pač prej kot slej je Luka prišel na idejo, da se stvar v bistvu proba najti avtorja in da damo mi ta komad prav na plato, ker smo ga zašpilali, nekako se vse poklopali. In v glavnem Emir Balič je avtor, živi v Ljubljani, ima ženo, torej Ljubljančanko in je torej čisto navdušen. Prišel je naslednji dan na vajo in od takrat naprej smo full friendi. Tako da je bil za. Koža, definitivno. Svetovno. Torej o albumu še rečemo, koliko je gor komadov? V bistvu je 10 songov in so postavljeni v neko tako dinamično celoto, tako da zmer vsem rečemo, da ne si plato probajo preposlušati v celoti v enem šusu. Začne se zjutrom, tako ker zjutraj se zbudi, spiješ kozarec vode, torej voda, drugi komad, pa gremo dalje.
In ima tudi nek tak lep zaključek, plot twist na koncu, ki je mečkom bolj romantičen, ampak ja. Ok, svetovno. Torej, seveda pa je verjetno malo bolj priporočljivo, če imaš ti to v neki fizični obliki, pa se vsedeš, pa imaš čas brez telefona, pa sigurno. nekih bedarij in se lepo, ne? Ja, na v tem kakšnih tednu dobrih Sredotočiš. zvočnikih. Ja. Tako. Ker če imate sube doma, priporočeno je, ker je tudi low-end heavy muzika. Ja, če pa nimate, pa si morate kupiti, nemudoma. Ja, ali pa vsaj ene dobre slušalke, če ne drugega. Ja, Sam vsaj ne to. iz telefona poslušati. Ja, ne. Ja, bomo imeli tudi CD-je, zdaj v tem tednu jih dobimo, tako da se Kaj pa se vinilke veselimo. tudi pridejo? Vinil bo, če bo povpraševanje za vinil, je kar draga stvar, pa kot independent band moramo malo pogledati na te stvari, ampak mislim, da prej ali slej bo. Ja, če pa ne, pa lahko pol pri drugem albumu še za prejšnjega, kaki vinil, ne, ali pa kaj, pa tudi traja, včasih 100 let rabijo. Ja, pol leta mislim, da čakaš, da ti... Ja, ker včasih zna biti zamudno, ampak CD-ji pa so, jaz moram reči, da še imam vedno vsaj 2-3 predvajalnike, imam to srečo, tako da lahko CD poslušam. Jaz sam Lepo. CD poslušam. No, cool. Evo, vidiš, teh spletnih sploh nimam, ne, tako da moram CD poslušati, No, pa knjigico pogledati, pa Ja, ja. povohati, pa tako. smo se zelo potrudili tudi pri dizajnu, tako da čudovito. tisti, ki boste CD kupili, boste navdušeni. Tako. Da je cel izdelek, no, da je celota. Super. Kako je snemanje potekalo albuma, je šlo hitro, se je zavleklo. Zdaj, glede na to, da si ti kitarist, veš, kitaristi radi, ne? komplicirano. Malo, ne? Ja. Pa zdaj bom tu to, pa zdaj bom tu to in mineta, 3 meseci Ja, minejo, ne? smo podelik, bilo. no. Je bilo, ne. Torej, ja, aprila 2024 smo se odpravili v studio, posneli pol plate, oziroma še malo več kot pol plate. In pol nekako smo ustvarjali naprej. In aprila 2025 smo šli drugo rundo v studio. Cool. Ja, Isto glih za en mesec, tako da je bilo... No, samo da je ratalo, ne? Da se ni porazgubilo, tako se včasih rado zgodi. Mogoče je zanimiva zgodba, čist glede enega komada Razpad srca, če ga boste šli poslušati, to je bil kaj, naš drugi single, ki je vam prišel. Je v bistvu drugi take, no. To, kar slišite, je drugi take. Tako zanimivo, neki... Nismo čist vedeli, kaj bi s tem komadom, pa je tudi najdel en riff, Daisy, naš producent je bil že malo, je že pozno popoldne, je bil že malo naveličan, je hotel, da zaključimo, ti rekel, Daisy, pej ti na kavico, pa nam pusti, da malo podžemava in okej, mi sva dala skupaj, Daisy pride nazaj, tako ajde, dej fanta, postemta, da slišam, okej, začneva špila, čez 30 sekund pogledam Daisy, čisti in headbanga, kaže tam zap, to je to, fanta, let's go, okej, imamo. Svetovno. To je pa tudi ustalno in mislim, da se slišno tudi na posnetku ta energija. Cool. Evo, vidiš, to je nekaj, kar mnogi ne razumejo več, kako to gre, ne? Če greš lahko tak, pa posnameš, pa je v drugem fajn, pa brez teh pretiranih računalniških obdelav. Sicer pa za četrtek 5. februarja, torej prihodnje leto, to je zdaj počasi bo, ne? Ja. Koncert v Kinu Šiška. Tako, Ok, v velikem placu, ne? v velikem placu. No, Tak je plan. ok. Ja, v bistvu, torej letos 6. februarja 2025 smo imeli mi prvi koncert v Kinu Šiška v spodnji dvorani. Isto je bil prvi četrtek v februarju in zdaj se torej v letu 2026 pomikamo v zgornjo dvorano, isto prvi četrtek v februarju, kjer bomo pa predstavili to plato na tak. To bo največji Delta Riff show do zdaj, no, tako je zelo, se trudimo probati ta experience narediti za to, da in z lučmi in z vsem skupaj, z neko energijo. Tako da lepo vabljeni vsi, karte so že na voljo. Tako, karte so na eventim.si in vseh poslovalnicah, tako da dajte pohiteti, preden svali. Sicer pa še imamo tukaj za ves band eno fajn darilo, namreč mi smo edini radio na svetu, ki imamo svoje zobne ščetke, Tota Premium VBO zobna ščetka, se meni, to so mariborske ščetke dejansko. To so te, ki... Tako, gledaj, tu še imate zatilno eno,
ne? Da še bo basist imel. Hvala, da si mu lahko sobo umil. Tako, ja. Magari, ne? Lahko tudi kaj druga umivaš, ne? Pač četka, ja, kak ti paše. Sicer pa hvala, da sta prišla, jaz upam, da bo, verjamem tudi, no, da bo to en fajn koncert, pa da še Hvala boste za povabilo. kako piščal odnesli, ne? Ja, upajmo. Kar tak naprej in se vidimo v Šiški, ne? Zakaj pa ne? Definitivno. No, ajde, lepo vodita pa lepo pot domov, ne? Upam, da bo avtocesta normalna, ne? Jaz tudi. Ja, bomo videli. Ajde, hvala lepa.